spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, spoštovana dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezal, spoštovani podžupan Mestne občine Ljubljana, gospod Boštjan Koritnik, spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjene obiskovalke in obiskovalci, drage študentke in študentje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na otvoritvi sejma akademske knjige Liberak 2025. Zahvaljujem se študentskemu pevskemu zboru Filozofske fakultete za čudovito uvodno točko. Slišali smo madrigal Weep O' Mine Eyes Johna Benneta. Letos se prvič na sejmu Liberak vidimo že marca, otvoritev pa prvič poteka v avli Filozofske fakultete. S tem skušamo sejem narediti prijaznejši za obiskovalce, saj smo ga skrili pred muhastim vremenom in ga umaknili od spomladanskega izpitnega obdobja. Letošnje študijsko leto je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani posvečeno dediščini, ki bo tudi rdeča nit letošnjega spremljevalnega programa sejma Liberak. Skozi program bomo ob naših domačih in gostih lahko prisluhnili tudi velikemu delu vodstva Filozofske fakultete. Tako bomo lahko slišali izrednega profesorja dr. Saša Eršeta, ki bo predaval o Primožu Trubarju med romantičnim kladivom in krščanskim nakovalom, ter profesorico doktorico Ireno Samide, ki nas bo popeljala po spominu na kokto, pijačo vaše in naše mladosti. Današnji dan bo zaključila lektorica doktorica Mateja Gaber s predavanjem Ljubezen, kdo ti dal je moč, skozi katerega bomo spoznali minezank Walterja von der Vogelweide. Ob koncu jutrišnjega dne pa bomo v sestavu mešanega pevskega zbora Muzika Viva Kranj Primskovo lahko slišali tudi našo dekanjo. No na njo nam vendarle ne bo treba čakati do jutri. Besedo predajam dekanji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorici doktorici Mojci Šlamberger-Brezal. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Za jutri ne bi obljubljala preveč, glede na moj glas, tako da upam, da bom danes speljala tale nagovor
Spoštovani rektor, spoštovani podžupan občine Ljubljana, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani študentje in študentke, dragi gostje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot smo že slišali, letošnjo študijsko leto 2024-2025 posvečamo dediščini. Ob rob dogodka smo zapisali: na fakulteti v okviru vseh humanističnih in družboslovnih ved, še posebej pa umetnostni zgodovini, literarni zgodovini, zgodovini, arheologiji in etnologiji, raziskujemo in obravnavamo različne vrste in oblike materialne in nematerialne kulturne dediščine, ohranjamo zgodovinski spomin ter identiteto prostora in časa, hkrati pa razvijamo metode za učinkovito evidentiranje, spremljanje, ohranjanje in interpretiranje dediščine. Pri tem se povezujemo z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani, z drugimi univerzami v Sloveniji in po svetu, z inštituti ter ustanovami, ki so sicer hraniteljice in posrednice dediščine. Kaj je torej dediščina? Če začnemo tako, kot se lotevamo dela jezikoslovci, bomo najprej pogledali v slovar. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika, na kratko SSKJ, je dediščina premoženje dobljeno po umrlem. Primeri so dobiti, zapustiti dediščino, bogata dediščina, dediščina po materi, pravica do dediščine, davek na dediščino, kar je prevzeto iz preteklosti, s primeri kulturna dediščina, duhovna dediščina preteklosti. Dediščina se povezuje z zapuščino, ki je premoženje umrlega, navadno s prilastkom, kar je ohranjeno iz preteklosti. In govorimo o duhovni zapuščini pretekle dobe. Veda, ki se z dediščino ukvarja, je heritologija, ki je veda o varovanju kulturne dediščine, zlasti s širjenjem njenega poznavanja s pomočjo muzejev in zagotavljanjem dostopnosti spomenikov. Muzej, dediščina, zapuščina ne zvenijo zelo moderno, ampak prej starinsko in zastarelo. Nič bleščeče tehnologije, svetle prihodnosti, le brskanje po preteklosti, ki je bolj ali manj temačna, povezana z umrlimi, bivšimi, nekdanjimi, kar bi radi pozabili ali pa potisnili v podzavest. Na drugi strani pa se dediščine drži tudi pridevnik nesnovna, kar odpira vprašanje, kako jo popredmetiti, da jo bomo lahko uvrednotili in monetizirali. Zato tovrstni študiji tržno usmerjenim odločevalcem niso več dovolj všečni, da bi nanje bilo vredno privabljati študente. Na Zahodu, ki je vedno korak pred nami, so dediščino pograbili kot neoliberalno pogruntacijo optimizacije humanistike, saj tovrstni študij odpira možnost, kako spraviti vso humanistiko v en predaj. Tako imenovane dediščinske študije, Heritage Studies, tudi na eni od sosednjih slovenskih javnih univerz, naprimer ponujajo interdisciplinarni program, ki te v 3 letih usposobi in transdisciplinary competencies for heritage management, kot zapišejo v vabilu na študij. In še, the Cultural Heritage Study Program is the only in Slovenia that offers a comprehensive understanding of heritage and is not limited to looking at a single feature. Vabilo je v angleščini, kar je tudi simptomatično za naš akademski prostor. Sliši se zelo vabljivo, vendar se za tem skriva poenostavljanje in odmikanje od bistva tega, kar je humanistika. Prav to, da vsaka od ved pripelje do svojih zaključkov in spoznanj, ki jih goji s svojim pogledom na problem, nam daje bogastvo in raznolikost. Seveda ne v denarju in varčevanje v tem pogledu se nam zna vrniti kot bumerang. Si predstavljate filozofsko fakulteto z enim samim oddelkom? Naj zaključim s citatom skoraj 100-letnega francoskega pisatelja Maurice Denezieja. Un pays comme un arbre a besoin pour grandir et résister aux intempéries des racines profondément ancrées dans le sol et le passé. Vsaka dežela, tako kot drevo, za rast in odpornost proti neurjem potrebuje korenine, ki segajo globoko v zemljo in preteklost. Naj vam letošnji liberak kot Feniks iz pepela pokaže, kaj vse lahko predstavlja dediščina.
in kako bogato dediščino predstavlja za Univerzo v Ljubljani, za celotno Slovenijo, naša filozofska fakulteta. Naša dediščina so naše korenine prihodnosti, je moto letošnjega knjižnega sejma. Čeprav bo letošnji Liberak trajal le 2 dni, bodo njegovi učinki vidni dlje. Dobrodošli, da se nam pridružite v skupnem navdihovanju in bogatenju. Dekanja, hvala. Pri organizaciji sejma Liberak uživamo tudi podporo naše matične univerze, Univerze v Ljubljani. K besedi vabim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Gregorja Majdiča. Spoštovana dekanja, spoštovani podžupan, spoštovane kolegice in kolegi, drage študenti in študenti. Z velikim veseljem vas pozdravljam na otvoritvi sejma Liberak, ki že 15 let prenaša pomen akademske knjige in znanja v širšo javnost, ne samo akademsko, ampak tudi širšo slovensko javnost. Če govorimo o dediščini, je seveda vse dediščina izpred skoraj 600 let, ko je Gutenberg razvil tisk in je omogočil tiskanje knjig, kar je to omogočilo razcvet renesanse in kasneje seveda razsvetljenstva. Danes pa se zdi, da vse bolj pozabljamo na te vrednote, ki smo jih doživeli v tistem času. Če smo pred nekaj leti govorili, da vse manj cenimo znanje, pa danes govorimo ne samo o necenjenju znanja, ampak tudi o tem, da pozabljamo na osnovne vrednote razsvetljenstva, kot so spoštovanje demokracije, spoštovanje človekovih pravic in podobno. In naša družba potrebuje korenite premike. In tu bo znanje in akademska knjiga, ki prinaša znanje, še kako pomembna. V današnjem času je to še izjemno aktualno vprašanje. Vse bolj se uveljavlja prepričanje, da je osebno mnenje tisto, kar šteje, in čeprav se nam včasih zdi, da je to mogoče plod sodobne družbe, plod družbenih omrežij, je to dilema, ki je zelo stara. Že v stari Grčiji so filozofi govorili o razlikah med, kot so oni temu rekli, doksa in pa episteme, pravi mnenje ali vedenje. Tako da ta dilema je stara že več kot 2000 let. Se pa mogoče danes pokaže še bolj intenzivno kot prej. V današnjem času, v času hitrega razvoja in predvsem razvoja umetne inteligence, pa postaja to vprašanje zelo pomembno, če že nekaj drugega vidika. Kaj bo počela umetna inteligenca v prihodnjih letih? Ali bo delovala po principu osebnih mnenj, se pravi dokse, ali bo delovala po principu vedenja in znanja, po principu episteme. In tu imamo univerze ključno vlogo, da se bomo vključili v ta proces, sodelovali pri tem, kako se bo razvijala umetna inteligenca, da bo vključevala epistem, da bo temeljila na episteme in ne na doksi. In tu se pokaže pomembnost sodelovanja med disciplinami, vključevanja humanistike v tehnološke vede, ki mora biti nujno del tega razvoja in to na Univerze v Ljubljani vsekakor spodbujamo na številne načine. Čeprav morda zveni nekoliko pesimistično, govor pa sem sam optimističen, ne nazadnje, episteme je preživel več kot 2000 let kljub številnim napadom skozi celotno zgodovino, tudi recimo Tomaž Akvinski, znani srednjeveški teolog in filozof, je enkrat napisal eno svojih del, da naloga filozofije ni, da ugotavlja, kaj so menili drugi ljudje, ampak da išče resnico. In tudi sam verjamem, da bomo nekako prišli čez to. Morda pa se bo rešitev pokazala sama, morda bo umetna inteligenca postala tako pametna, da bo ona ugotovila, da potrebujemo episteme in ne dokso in nas bo popeljala v svet, ki bo bolj temeljil na znanju, kot pa na osebnih mnenjih. Želim vam uspešne dneve, ni cel teden, kot sem razumel tokrat. In verjamem, to, kar sem govoril, se pravi povezava med vedami, povezava, kako bomo razvijali tehnologijo, bo ostala dediščina za prihodne generacije in zato je zelo pomembno, kako to delamo. Univerze pa imamo tukaj ključno vlogo. Hvala lepa in uspešen dogodek. Gospod rektor, hvala. Zdaj pa je čas za glasbeni predah. Prisluhnimo študentskemu pevskemu zboru Filozofske fakultete in madžarski ljudski plesni pesmi Dana Dana v priredbi Lajoša Bartoša. Ti vas iščo pjolamo, ti s vašom ga hočma
Hvala vam, drage pevke in pevci. Veseli nas, da lahko sejem vsako leto prirejamo v totem našem lepem, v najlepšem mestu na svetu. Na govoru vabim podžupana mestne občine Ljubljana, gospoda Boštjana Koritnika. Spoštovani rektor, spoštovana dekanja, najprej hvala za povabilo, zdrav vsem. Letos sem že tretje leto zapored. Rad si mislim, da je to zato, ker sem res duhovit. Dejstvo pa verjetno tem, da sem zelo kratek v svojih nagovorih. Tudi letos ne bom razočaral vse glede tega drugega dela. Sem pa želel se navezati na besede rektorja, s katerim sicer izjemno sodelujemo na področju mestne občine Ljubljana. In sicer na Švedskem so želeli uvesti zemljiško knjigo na blockchainu, torej tehnologiji verižnih blokov, v skladu s fakulteto se primerno izrazil. Seveda, vsi podatki so bili zanesljivi, preverljivi, na koncu smo ugotovili, kdo pa ve, da je prvi vhodni podatek bil pravilen. Če si prvi vhodni podatek dal napačen, je bilo potem vse, kar je sledilo napačno. Zakaj to pravim? To je navezava na dediščino, ker danes omenjamo dediščino, tradicijo akademske knjige. Knjigo lahko danes, pa to vem, da sem bil v založništvu, nekoč izdal vsak. Drugo pa je verodostojna, kako je preverjena, je tisto uredniško delo, torej akademska knjiga, izvedeno, in to je tisto, kar je pomembno. Torej, imamo ogromno informacij, bistveno je, da so prave, da so vhodne, potem pa tudi odločanje na ravni res vedenja, ne samo mnenja. Hvala in čestitke še enkrat. Gospod Koritnik, hvala. Hvala tudi vsem vam, cenjeni obiskovalki in obiskovalci, da ste skupaj z nami otvorili naš prvi letošnji knjižni sejem. Vabim vas, da ostanete z nami in se sprehodite med knjigami in dogodki, ki bodo spremljali letošnji Liberak. Preden vas prepustim otvoritveni pogostitvi, ki se bo odvijala na vaši levi, pa še enkrat študentski pevski zbor Filozofske fakultete in Somebody Loves Me, Georgea Gershwina. Srečno! Somebody loves me, I wonder who she can be. Somebody loves me,
Hvala lepa še enkrat vsem, sejem je s tem otvorjen, zdaj pa vas resnično vabim na vašo levo na popustitev.